kjer svetuje in pomaga posameznikom in družinam, ki imajo težave s prekomerno uporabo digitalnih tehnologij oziroma so zasvojeni s spletnimi vsebinami. Poudarek je na razvijanju zdravega, uravnoteženega in kritičnega odnosa do digitalnih tehnologij in spletnih vsebin. Poleg svetovanj izvajajo interaktivne delavnice za različne ciljne skupine. Predlog avtomocije dolgoletne delovne izkušnje na področju duševne prehrane, odvisnosti in rizičnih vedenj nabirala v domu. Dobrodošla, beseda je vaša in hvala. Hvala. Lep pozdrav. Slišali delam z ljudmi, ki so mogoče prestopili to mejo kreativne in pa funkcionalno uporabne naprave, tehnologije, ki nam je pač ta svet prinaša, ampak imajo že težave, da prekomerno uporabljajo to in se kažejo takšne drugačne težave, tako da jaz sem pač to malo predstavljala. Tole, že ta schema, ta hierarhija potreb se mi zdi zelo zanimiva, ki jo nekateri že predstavljajo, kaj je v bistvu pred našimi potrebami po vodi in zraku. No, mogoče na... Mislim, da sam naslednjo predstaviš, pa potem... Tako je, ja. Sprav, stopnje uporabe, kar mi vidimo, je ta naša uravnotežena, ki jo vsi uporabljamo, nam koristi, potem prekomerna, ker porabljamo veliko časa, tudi po nepotrebi za tehnologijo in pa ta zasvojenost, s katerimi se mi dosti srečujemo, ker res že uporaba interneta škoduje ostalim področjem, posameznikovem življenju, skratka, negativno vpliva tako na njegovo osebno življenje, na družbeno življenje, na kreativnost. Tako da digitalne zasvojenosti, ko mi govorimo o njih, govorimo o zasvojenostih z vsebinami, ki so privlačne za posameznike. Ena so družbena omrežja, ki so zelo razširjena, in pa ta oblika socialne anksioznosti, ki se je zraven pojavlja, FOMO, strah pred zamujenim, malo še več o tem kasneje. Potem zasvojenost z videoigrami, ki je zdaj tudi uradno se strani Svetovne zdravstvene organizacije bila prepoznana kot težava, kot bolezen. Pa potem imamo zasvojenosti z spletnim nakupovanjem, igrami na srečo, spletno pornografijo, ki se mi zdi še posebej problematično pri mladostnikih, informacije in pa razne kombinacije. Čisto tako, da imate občutek, s čim se mi srečujemo, kakšni mogoče družine, posamezniki se obračajo na nas, ki prepoznajo, da že imajo težave. Mogoče to je en primer ene mame, kjer je njen mladostnik že tako bil v tem virtualnem svetu, oziroma tako mu bilo pomembno igranje videoiger, da je začel zanemarjati šolo, ker je želel postati profesionalni igralec in se s tem ukvarjati, tako da ga ni več zanimalo, kaj se dejansko dogaja po šoli, ni želel več hoditi, zase ni skrbel. In potem mama kot mama želi najbolj za svojega otroka, je pač v tem mu vzela laptop, ker je mislila, da bo s tem pomagala. In tukaj je mladostnik res popolnoma ponorel, tako da je najprej mislil, da mu bo policija lahko pomagala, da je poklical, potem je dejansko zaklenil v sobo in začel napadati, ker je bil v taki stiski, da ne bo mogel iti pač na videoigro igrati. In pa tudi odrasli niso samo mladostniki, družine, ki se k nam obračajo, tudi odrasli sami prepoznajo nekateri, da imajo težavo. Je primer enega posameznika, ki je na računalniku ima veliko dostopa do tega in da je pač so ga zelo pritegnile serije, še kakšne druge vsebine, tako da je v bistvu videl, da ga ta odnos, družina, partnerski odnos že kar malo ovira pri tem njegovem početju, tako da je bila en primer, ko je njegova žena zbolela, da je ostala doma,
neki dni mi je bilo zelo neprijetno, se je zelo čutil nervoznega in nekomi čakal, da bo šla nazaj v službo. Ne zato, da bo boljša, ampak zato, da bo on imel prostor zase. Je pač vedel, da to ni v redu, ampak mu je bilo zelo težko se v bistvu premakniti iz te točke. No in tukaj so razni znaki zasvojenosti, ki jih mi opazimo pri posameznikih, ki so zasvojeni za tehnologijo od tega, da izdobijo občutek za čas, poveča se intoleranca, prehranjevalne, spalne navade se spremenijo, razpoloženje niha, tudi ko niso na spletu z računalnikom, s telefonom v roki, razmišljajo o tem, se pogovarjajo z sovrstniki, tudi mladostniki starši o tem, kaj počnejo na spletu, kaj se tam dogaja. Je zelo to pomemben. Nimajo več interesa za ostale področja. Tudi primere, imamo družin, ko pridejo, ko smo mogoč partnerja na tem, da se bo ločilo, ker je nekdo toliko v virtualnem svetu, igra določene igre, pa kakšne druga področja, da pač ne skrbi več za družino, za odnose, spremenijo se spalni vzorci, skratka, razni znaki zasvojenosti. Zdaj, na to zasvojenost s spletom ne vpliva več faktorjev od tega spleta, kako je zgrajen in pa tega, kako nam naključno podaja neke informacije, ki nam sproži pa ugodje pri nas od industrije, ki je zelo velika od teh posameznih področij do okolja, seveda tudi predvsem pri mladostnikih, pri mlajših generacij, to zelo pomembni vrstniki in pa osebnostne značilnosti. Zdaj, to eni so bolj povzetni, predvsem tisti, ki so imajo še kakšne druge težave zraven, ki so malo bolj introvertirani, anksiozni, osamljeni in tudi ta komunikacija preko računalnika včasih olajša, so pa zato tudi malo bolj rizični. Jaz bi to sam pokazala en primer tega turnirja videoiger. Ne vem, kako poznate to, ampak to je zelo velika industrija. To je bil letošnji en turnir League of Legends, ki je zelo velika videoigra, zelo zasvoljiva. Tudi pri nas so mladostniki, ki pridejo, ki igrajo to igro, se želijo. In to je pač prizor, ki si tukaj je 5 na 5 posameznikov igra igro in pride jih pogledati velika množica. In, če si to pogledate, je kot otvoritev olimpijskih iger, gleda na ta primer. Gre se pa tu za to, da pridejo gledati, ko med sabo skupine igrajo mladostniki. To je pač industrija videoiger. Potem drugo imamo industrijo socialnih omrežij in kako so ta omrežja narejena, da nas pritegnejo, zasvojijo od triggerjev do akcij in potem mi nekaj dobimo in naprej investiramo. To je področje, potem poleg zasvojenosti, predvsem pri mladostnikih dosti opazimo raznih tveganih vedenj na spletu, veliko se tega dogaja od nadlegovanja, nasilja, rasizma, raznih izzivov, ker mladostniki tekmujejo med sabo, do radikalizacij, do selfijev, ki želijo biti še dalje bolj ekstremni, ker samo slika sebe ni več dovolj, ampak mora biti wow faktor, in takšnih drugih stvari, vse do darkneta, ker pač vemo, kaj se dogaja tam. Mogoče kaj bi jaz izpostavila, danes je tole predvsem družbena omrežja, pa zasvojeno z družbenimi omrežji, ker nekdo, ki lahko rečemo, da je zasvojen s temi omrežji, mu njegov profil, imidž na spletu veliko več pomeni, kaj pa dejansko je v njegovem življenju se dogaja. Ta oseba se tudi potem primerja svoje življenje z drugimi preko spleta. Na spletu pa vemo, da vsi damo, večinoma ljudi da svoje vrhunce, kaj se jim je dobrega zgodilo v življenju. Ne pa mogoče vsakdanje stvari. In zato potem pri tem posamezniku lahko sproži zelo veliko stvari od osamljenosti, občutka, da je njihovo življenje manj vredno, manj zanimivo, anksioznosti, depresije. Razne raziskave raziskujejo, kakšna je povezava med narcisizmom in socialnimi omrežji pri tistih, ki prekomerno uporabljajo, od tega, da
predvsem to govorim pri mlajših, mladostnikih, otrokih, ki začnejo že zelo zgodaj uporabljati družbena omrežja in pa več, koliko se manj med sabo dejansko pogovarjajo, koliko so odnosi med njimi bolj površinski in koliko to vpliva tudi na prepoznavanje čustev nekako drugega, se pravi, koliko vpliva tudi na znižano empatijo pri njih. Z družabnimi omrežji so se pač vrednotenje njih samih, njihovega življenja, prijateljstva spremenilo na to ravno všečkov, teh prstogor, smeškotov, razne področja spodbujanja rizičnih vedenj, je preko spleta, ne vem, hashtag, self-harm in tako naprej, kjer se posamezniki spodbujajo, da neka rizična vedenja nadaljujejo. Tule ekstremi, bi jaz delila en primer v naši praksi, kjer nek mladostnik, mladostnica želel biti ta popularen influencer, ne imel veliko sledilcev, da je šel v ekstreme, da se je poškodoval sam in potem objavil sliko poškodb na socialnih omrežjih, zato da bi pritegnil večjo množico. O tem, kako mu je to pomemben, samo da bo nek wow faktor doživel. Tako, pa mogoče tale primer Snapchata, to je tudi eno zelo socialno omrežje, ne vem kako, mogoče vi to poznate, če mogoče imate kakšne mladostnike doma, ki uporabljajo Snapchat ali pa zbirajo ogenčke. Skratka, to je socialno omrežje, kjer se povezujemo, pošiljamo slike tako naprej. Je pa tudi nek en del teh Snapchatov, da lahko posamezniki zbirajo ogenčke. To pomeni, da se dva prijatelja med sabo povežete in si vsak dan pošljete eno sliko. In potem, če vsak dan si pošljete sliko, zbirate ogenčke. Če pa v enem dnevu ne pošljete, pa jih potem izgubite. Zdaj, dostakrat pri mladostniki, ko hodim po šolah, vsi zbirajo te ogenčke. Potem, ko jih vprašam, zakaj jih zbirajo, kaj jim to pomeni, pa je tišina. Ne znajo odgovoriti, ampak pač ta Snapchat je to zelo fino naredil, da pritegne mladostnike, da jih zbira. Na začetku jim je to zelo zabava, potem jim pa rada že kar obveznost. In zdaj, če grem enega naprej, to se ne vidi slike, ampak to je pač pri njih pomeni določene slikce, kaj to pomeni. In jaz sem tu se dostakrat sprašujem, kako to bo vplivalo na medosebne odnose med mladostniki, tudi kasneje, kako se oni vrednotijo prijateljstvo. Od tega, da če dobiš rumeno srce, da ste najboljša prijateljna, da če je rdečo, da ste 2 tedna že dobra, najboljša prijateljna. Roza srček, da ste 2 meseca že najboljša prijateljna. Če je nek dojenček, da ste ravno prijatelja postala, da mora nek socialno omrežje povedati mladostnikom, da so prijatelji z nekom, ali pa da preko tega poveš, zato ker si poslal največ slik, da so med sabo prijatelji. Se mi zdi zelo, veliko vprašanj se nam to poraja, zelo kam to pelje, kako vpliva na odnose med mladimi. In tu en primer enega mladostnika, ki je v bistvu na svetovanjih bil zelo potrt in zelo na tem, da želi na počitnice med poletjem z svojimi starši, da bo šli tujino, ker bo pač ne bo mogel zbirati teh ogenčkov za svojim prijateljem in bo zgubil. Potem na naslednji teden je pač prišel in se dogovoril in povedal, da bo to svoj telefon dal bratrancu, ker mu zaupa, da bo lahko nadaljeval zbirati te ogenčke z njim. Skratka, tukaj imam jaz zelo veliko vprašanj, kar se teh socialnih omrežij tiče in pa tega, kako ta omrežja vrednotijo določene, kot sem že imela, kot prijateljstvo, naprimer, ali pač kako tudi naše življenje ocenjujejo preko tega. Tako, pač za konec svojega prispevka se mi zdi velike stvari, ki jih lahko mi naredimo, da uravnotežimo to dobro uporabo, nujno uporabo tehnologije in tega, kar se gre že malo prek. In ta se mi zdi zelo pomembna stvar, ki se moramo sebe vprašati, tudi mi, kdaj mogoče pretirano uporabljamo naprave, kdaj je nujno, da jih mogoče odložimo, ko nismo več
se ne spomnimo, kdaj smo nazadnje občutili ta flow, kdaj smo nazadnje bili res zbrani in pozorni na neko stvar, da nam je pritegnila pozornost, da ni bilo motilcev telefona ali počasno drugega zraven, kdaj smo nazadnje se propustili samo svojimi mislimi ali pa imeli dejansko nek pogovor, da smo se usedli z nekom brez tega, da damo telefon zraven na mizo. Tako, to je prispevek z moje strani. Hvala za pozornost. Imam še mogoče 3 minutke za kakšno vprašanje iz vaše strani, vabljeni, jaz mislim, da bo z veseljem, da boste odgovorili, tema je gotovo zanimiva, zelo aktualna in tudi zelo pereča. Kakšno vprašanje? Mogoče jaz kaj lahko, naprimer, starša ali partner najprej naredi, ko vidi, da ima zasvojenega v družini, z igacami, naprimer. Ja, meni se zdi dostikrat pomembno je vedeti, ne vedno samo, koliko časa nekdo preživi, ampak zakaj, kaj je tisti motiv, da nekdo igra videoigro. Vse je, kot so videli, to je zelo velika industrija, vse veliko ljudi igra tudi za hobi, pa niso potem prekomerno ne uporabljajo, je čisto okej, ampak tukaj je bolj treba videti, kaj so tiste potrebe v ozadju. Ali je nekdo samo zato, ker jim je dolg čas, ali dejansko zato, ker so tam dobri, pa želijo zmagati, pa se tekmujejo, pa kaj je tisti motiv v ozadju. Tako da velike stvari, ker se tukaj lahko naredi, se mi zdi prvo je pa ta dialog, pogovor, pa mogoče tudi, da starši spoznajo svet mladostnika, tudi ta svet videoiger. Jaz dostikrat jim svetujem, da se usedejo tudi zraven, pa enkrat mogoče pogledajo to celo igro skupaj, ko je mogoče mladostnik igra, pa se potem na ta način tudi vzpostavi dialog. Mislim, da je še strah pred zamujenjem, FOMO ste rekli. Ja, to je pa, to se pojavi z temi socialnimi omrežji, je dejansko ta nova oblika socialne anksioznosti, mi rečemo, je ta strah pred zamujenjem, ko nekdo, ki je tako navezan na ta socialna omrežja, občuti tesnobo, žalost, nervoznost, ker ne more dostopati takoj do spleta, ker bi rad takoj odgovoril, ko nekdo drug pošlje neka sporočila, zaprav želijo biti skozi na tekočem, ali pa ta občutek, ko vidijo, kako je drugim boljš preko socialnih omrežij, ker vidijo samo, ko je bil nekdo na počitnicah, pa na dopustu, pa na zabavi, pa kako so se lepo imeli, pa vsi nasmejani. Tako da nekaj sem brala tudi v tujini, se je porasla število plastičnih operacij, zato ker želijo biti lepše izgledati na selfijih posamezniki. Tako da se potem, če se nekdo primerja potem samo z drugimi preko socialnih omrežij, sploh pa mladostniki, ki vemo, da iščejo svoje vzornike, tisti vzorniki, ki so pa na socialnih omrežjih, imamo pa različne. Sprav, tukaj je ta občutek, ja. Bi rekel, da strah pred zamujenjem ni nekaj novega. Strah pred zamujenjem je pač v človeku, že celo zgodovina človeštva. Vedno smo se primerjali in vedno se bomo verjetno primerjali z drugimi. Vsakič je v bistvu ti strah, ali boš zamudil nek dogodek, neko zabavo. Internet je pač samo pospešil to zadevo, da je bolj potencirana in bolj vidna, drugače pa to vse prisotno. Ja, ampak pri mladih je to zdaj toliko bolj, vsaj s tistimi, ki se mi pridemo v stik veliko bolj v ospredju. Ja, se bolj izrazno. Ja, veliko bolj izrazno. Mislim, da igrajo mnogi na to karto, da je to bolj potencirano. Vse se ljudi pa izkoriščajo. Verjetno je najbolj pomembno, da starši in otroci skupaj najdejo ta dialog, ko ste rekli, in da se skupaj igrajo, čim več časa skupaj, da preživijo. Tudi preko teh igr, zato jih morajo spoznavati starši malo. Da ni to vse črno delo, ampak nekaj je sigurno dobrega na teh stvarih. In potem se lahko igraš z otrokom. Tako, da dobiš njegovo zaupanje. In to zaupanje mora biti neskončno. Ne pa danes ja, jutri ne. Vedno mora biti zaupanje. Da ti otrok lahko, tudi ko je najbolj na tleh, da ti lahko potoži. To je bistvo. Super, hvala. Mislim,
da je to še eno vprašanje, ne? Tam, da če Kaj izvajate tudi kakšne preventivne programe? Ja, to imamo razne delavnice, predavanja. Vse posodke. Odlično. Hvala lepa za enkrat. Če imaš še kakšno vprašanje, si ga lahko zdaj zabeleži in napiše na liste, ga bomo potem pri skupni debati ponovno vzpostavili in podali. Zdaj pa bi jaz povabila naslednjega gosta in sicer docent dr. Nenad Čuš-Babič. Vabeni, da stopite zdaj na bližje plan. Naj povem, Nenad Čuš-Babič je raziskovalec in učitelj na Univerzi v Mariboru, kjer je tudi študiral računalništvo in psihologijo. Pri svojem raziskovalnem delu se ukvarja z vprašanji, ki se dotikajo človeka v stiku z informacijskimi tehnologijami na različnih področjih življenja in dela, razširjanje tehnoloških inovacij v delovne procese ter uporabe IT v izobraževanju. Na Univerzi v Mariboru je dejaven na katedri za gradbeno in prometno informatiko in sicer na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kjer poučuje predmete povezane z informacijskimi tehnologijami. Kot zunanji sodelavec raziskovalno deluje na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete ter se na Inštitutu Gita dodatno izobražuje na področju geštaltistične psihoterapije. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Beseda je vaša. Jaz bom kar ostal sedeti, se bom za to. Ta prejšnja tema, moram reči, da mi še kar odzvanja, ker dosti rad na to temo tudi sam kaj povem, mogoče z malo kakega drugega vidika, tako da sem kar malo še vznemirjen v to smer. Ampak bom poskušal vseeno zdaj se preusmeriti na tole, kar sem pa se jaz zamislil za danes. In sicer naslov mojega prispevka je identiteta v dekontekstualiziranem svetu virtualnih tehnologij. Skozi ta prispevek bi želel odpreti v bistvu en vidik, neko lastnost teh omrežij bi rad izpostavil, ki mislim, da je precej pomembna za razumevanje nekih procesov in našega doživljanja teh tehnologij in sploh tudi sebe in sveta okrog nas. In sicer, zakaj zdaj dekontekstualizacija? Kontekst je namreč zelo pomemben pri oblikovanju pomena. Karkoli želimo razumeti pomen nečesa, zato potrebujemo kontekst. Če bi zdaj jaz, recimo tole, kaj danes govorim, tukaj povedal na vaši poroki, bi to bilo čist bizarno in bi imelo čist nek drug pomen. Upam, da danes ne bo toliko bizarno in bo imelo nek smisel. Torej, pomena samega po sebi ni, ampak je vedno tisti kontekst to določa. Zato se mi zdi kontekstualizacija zelo pomembna tudi v relaciji do recimo identitete, če gledam z nekega osebnega vidika vsakega posameznika. In po drugi strani je pa identiteta zelo širok pojem, o katerem lahko razmišljamo na zelo različne načine. In v kontekstu recimo teh socialnih omrežij hitro vidimo, da je veliko stvari, zapisov v socialnih omrežjih, ima kar nek vpliv na to, kako mi doživljamo sami sebe in tudi kako nas doživljajo drugi. Ker se ti naši zapisi, se pravi nekaj, kar mi sami produciramo ali pa v obdobju današnjem vse prisotnega računalništva se tudi podatki o nas zbirajo, da je tudi nezavedno, se puščamo te sledi v virtualnem prostoru. Vsi ti naši zapisi se nekako znajdejo skupaj z zapisi drugih ljudi in smo že nekako v enem kontekstu socialnem, ki lahko potem poda pomen temu, kaj mi počnemo. In recimo, če pogledamo
enega mladostnika ali pa, ne vem, tudi odraslega ali pa kogarkoli, ki je nekaj zapisal v omrežju, recimo en tweet, na primer, potem lahko vidite, da vsak bralec, vsak uporabnik Twitterja bo ta zapis videl v nekem drugačnem kontekstu, zato ker sledi nekim drugim osebam in bo torej eno sporočilo bo umeščeno v množico nekih drugih sporočil, ki potem bralca vodijo v njegovem razmišljanju in oblikovanju pomena tega, kar zdaj prebira. In s tem pa tudi govori nekaj oziroma na nek način opredeljuje identiteto tistega, ki je ta tweet napisal. In ga zdaj lahko vidimo v neki pozitivni ali pa negativni luči. S tem, da je zdaj ta originalni avtor tistega zapisa, v bistvu ima na to zelo malo vpliva. To je zdaj recimo en tak primer, iz katerega bi pa zdaj rad šel še korak naprej in bi se vprašal, kaj pa je zdaj v omrežju takšnega, da se to sploh dogaja. In o tem v bistvu želim dati največji poudarek. Dve stvari vidim kot ključni lastnosti omrežnih tehnologij, ki imajo velik vpliv na oblikovanje teh pomenov, in sicer to, da so v omrežnih tehnologijah so vsi zapisi med sabo nepovezani. Ne tvorijo neke sekvence, nekega začetka in konca. Ne morete povedati koherentne zgodbe. Zato, ker vse, kar podajate, so neki posamični zapisi, ki med sabo niso povezani in vsi imajo na nek način enako težo. In to je zdaj ena lastnost omrežij. In zdaj druga lastnost omrežij pa je, da do vseh podatkov, ki so tam nekje zbrani, vi ne morete dostopiti drugače kot skozi neke aplikacije oziroma skozi algoritme. Enostavno, če vzamete knjigo, tisto, kar je tam zapisano, ali pa na list, nekaj je zapisano, vi lahko dostopate do tega pač tako, da fizično vzamete, preberete, mogoče rabite očala, če slabo vidite, ampak vsekakor do teh zapisa lahko dostopite. V informacijskem omrežju pa vedno morate dostopiti do podatkov preko aplikacije, kar pomeni, da algoritem je pa nekaj aktivnega, in tisti algoritem potem doprinaša k temu, kako boste vi te informacije lahko prebrali, kako jih boste lahko doživeli. In recimo, če samo zelo na kratko 3 poglede podam. Eno je ta že iz tega osnovnega primera, ko sem ga dal. Algoritem vam razporeja, kako bodo zapisi do vas prišli, v kakšnem vrstnem redu, v kakšnem kontekstu z drugimi zapisi drugih uporabnikov, ne vem, na vašem Facebook timelineu ali pa na Twitterju ali pa na Instagramu, kjerkoli. Potem drugi vidik je, da so algoritmi ne samo, da obstoječe informacije kar prikazujejo, ampak tudi izpeljujejo nekaj novega. O vas je izbranih nekaj informacij in so zapisane, veliko informacij in so zapisane v teh podatkovnih bazah, in zdaj algoritem zna iz teh informacij izpeljati, prepoznati neke vaše lastnosti, ki jih vi morda ne bi želeli niti razkriti. Ali pa, ne vem, vam je vseeno, ali kakorkoli, ampak te informacije, mislim, te novi sklepi se lahko danes generirajo. In tretja pomembna stvar v smislu, zdaj v relaciji do te naše identitete, s katero sem začel, je pa tudi to, da mi ne vemo, kakšni bodo pa algoritmi jutri. Torej, tudi če se od danes od vas popolnoma prenehajo zbirati podatki, če uporabljamo samo podatke, ki že so, se z današnjim algoritmom o vas lahko poveže marsikaj, in čez 5 let pa se bo iz teh istih podatkov, če nič več ne date zraven, se bo pa zelo verjetno dalo povedati še marsikaj več.
In to vse so neke lastnosti, ki zelo vplivajo na to, kako jaz doživljam sebe, ko k svojemu, ne vem, temu fizičnemu svetu dodam zraven še to dimenzijo virtualnega. Jaz vidim namreč to, da to zdaj ni nek nov svet, ki je čisto ločen od vsega. Mi smo še vedno ljudje, ki živimo svoja življenja in je to še neka nova dimenzija, ki nam daje neke nove možnosti. Hkrati pa nas na nek način tudi, kot vidimo zdaj, lahko tudi na nek način utesnjuje, omejuje. In ja, to je zdaj pač ta nov kontekst, ki potem vpliva na moje doživljanje sebe in tudi na vaše doživljanje mene, ko te informacije o meni recimo nekje vidite in spremljate. In zdaj se seveda postavlja vprašanje, če na mesto vprašanja, kaj je to algoritem, rečem, kdo je algoritem. Se danes zavedamo, da je to najverjetneje teh 5 največjih korporacij, ki upravljajo z podatki in imajo pač neke svoje agende, na katere zdaj mi neposredno ne moremo vplivati. Zato se mi zdi dosti bolj zanimivo to vprašanje, na kaj pa mi lahko vplivamo, oziroma ali sploh lahko vplivamo aktivno na to svojo življenjsko zgodbo, na prikaz svoje identitete tudi v omrežjih, in ali smo pa zdaj tukaj čisto prepuščeni in temu moči nekoga drugega in več ne moremo nič narediti. Jaz osebno verjamem, da neko moč vseeno imamo in da je v tem trenutku po moje treba razmišljati in tudi sicer je bolje razmišljati tako, da eno so možnosti, eno so pa tisto, kar pač moram, kar je prisila. In če jemljemo, da mi moramo te omrežja uporabljati, mi moramo zato, ker tale fear of missing out recimo je ena taka stvar, zakaj jaz to moram vse vedeti, zato ker drugi pač pričakujejo, da sem o vsem informiran. Če sem obremenjen z tem delom, potem se mi pojavi fear of missing out. Če pa jemljem omrežje kot možnost, se pravi, da če moj sin študira v tujini in ga lahko dosežem, vsaki dan smo lahko v komunikaciji, če želiva, je pa to tisti pozitivni del. In tukaj se mi zdi pomembno iskanje nekega ravnotežja. Hvala. Jaz vas vabim spet, imamo še čas za par vprašanj. Kaj je tisto, kar na vas najbolj trenutno žge, da bi zastavili na glas? Imamo kakšno vprašanje, komentar, misel? Mogoče, pomembno se mi zdi to glede konteksta, pa kontekst si tudi ti sam, ko bereš neko zadevo, zelo odvisno od tvojega predznanja, od tvoje zgodovine, od tvoje kulture, kako boš razumel tisto, kar je zapisano. Dejansko je tako, da isti stavek 1000 ljudi razume na 1000 ljudi. Pravzaprav sploh ne obstaja stavek, ki bi ga vsi ljudje razumeli na način. In to je zelo pomembno, ta problem komunikacije in razumevanja med ljudmi. V preteklosti pač te komunikacije ni bila toliko intenzivna in je bilo problemov manj, čeprav so bili prisotni. Zdaj se pa ta problem komunikacije toliko spotenciral, da je to nerazumevanje in to napačno razumevanje vsakodnevno, vsako minuto se pregaja. Ja, tako. In tu je zdaj pač ta nova dimenzija prisotna, ki nam še dodatno zmedo lahko vnaša. Komunikacijski izziv. Je vprašala kolektivna zavest. Vsi vemo, da nekje obstaja. Kako tukaj se ta zadeva nekje lahko interpretira? Ja, zdaj, vi ste rekli, vsi vemo, da nekje obstaja, ampak nihče je še ni videl. Meni se zdi pomembno, da
vsak začne pri sebi, ne, da izhajaš iz tega, kako jaz to počnem. Ne, in s tem, jaz gledam na svet z te neke eksistencialistične pozicije. Torej, jaz se odločam in s tem, ko sem se jaz odločil, sem se odločil tudi za kolektiv, za vse. Ne. In iz tega izhaja potem tudi moja morala, recimo. Ne? In tako tudi verjamem, da vsak drugi, ne? In se nekako to potem združi. Ne? Zdaj pa bi lahko rekli, ne, da se pa zdaj to vse skupaj se pa potem zdaj nekje v omrežjih mogoče privre na dan, ne? In da lahko to nekako vidimo, kaj jaz vem, ampak mislim, da tu potem že gremo v nekaj tak abstraktno razmišljanje, ki nima po moje neke praktične vrednosti, no, za uravnavanje vsakokratnega dejanja. Veliko krat se da kakšne take, da se ljudje za kakšne besede tam kregajo, sem zato, da bistvenih stvari ne vidijo. To so taki mašila pa da grejo ljudje stran, da gre čreda stran, da se dejansko velikrat zgodi, da pomembnih stvari se pa ne morejo pogovarjati, ker nimajo časa za to. Enostavno ne vidijo več tega, ker so preobremenjeni z besednami vojnami. Recimo. Hvala lepa za vprašanje, za komentarje. Bomo malce podobili tudi